Zdaj pa smo različni. Ne? Recimo, sem plato posnel pred 15 leti, 16, ne? Ker sem hotel plato posneti, pač posnel, ne, križanke, ne, koncert, bla, bla, bla. Nikoli nisem tega takrat videl jaz kot posel, kot nekaj, kar bi lahko jaz redno delal, kot kariero, kot nekaj takega. Zdaj sem recimo začel, ne, razmišljam, da bi pa na novo začel, ne, delati to, ker to verjamem, da sem jaz in to sem jaz, ne, v neki moji svojski obliki v bistvu, ne. In zdaj, ko sem te prej omenil, da bom najstarejši ali pa da sem najstarejši slovenski gej raper. Ja, ne, zdaj pa se tepimo, kdo bo prvi, ne, pa kdo bo zadnji. Noben ga ni, ne. Ste prišli do vprašanja, koliko je sploh slovenskih gej raperjev? Ne vem, ne se pojavijo, jaz jih izzivam, ne. Ja, vsi si predstavljaš slovenski gay rap battle. Si predstavljaš publiko, ko prišla to gledati? Publika bi pa prišla, bude brez skrbi. Verjamem, vi sami bili zelo posebni, več. Ja, prej sem to omenil, v Ameriki je v bistvu homo-hop dosti močna zadeva, ne. East Coast, West Coast in to se dogaja, ne. Je pa res, da... Homo-hop. Ja, homo-hop, se hoč ne čuje, ne, ampak govorijo pač o temah, ki se nas dotikajo, ne. Nažalost, še zmeraj skozi neko prizmo žrtve, ne. Jaz pa poskušam biti malo bolj pozitiven v smislu outlooka na life, ne. Vsi smo žrtve do neke mere, ne. Eni pa pač še delajo big deal iz tega, še bolj, ne. Pa pa eni iz tega naredijo ogromen posel, ne. Do, naprimer? Posel, recimo umetniki, ne, iz trpljenja, ne. Ja. Od Van Gogha naprej, ne. Se strinjam, si uho odrežem, ne, tak mi je hudo. Pole vprašanje, ali hočejo spet, pa se dela žrtev ali pa je žrtev? Ni nujno, lahko da je zadeva pa polnoma iskrena, ne. Lahko da je, se pravi, lahko da je, ampak pri marsikom pa ni, ne. Ponavadi menedžerji ugotovijo, da imajo primerni material v rokah, pa ga bolj izkoriščajo. Umetnik sam niti ne. Tudi to je. Menedžeri so sploh take zanimive. Zato imamo klub 27, ne, ko ljudje umirajo mladi. Ja, dobro. Ko so šli delati bolj primerjavo, koliko ljudi pač umre v drugih letih, ne. Isti šmorn. Ja, ni zdaj povišen procent, ne. To je medijsko napumpano. Medijsko napumpano, ker je bilo pač v kratkem obdobju, pa pač je bilo glih 27, pa je nekdo to povezal, naredil članek, veste, 27. Seveda. In je bolj dogma. Letos pa lani umira moja generacija, ne, v zadnjem obdobju od George Michaela do Princa, do Michaela Jacksona, do Freddy, mislim, ne, a veš, to so ljudje, ne, ki so bili v 80-ih, ne, pač zvezde in njihov čas je prišel, izpeli so se na nek način, ne. Ja, živeli so zelo hitro življenje, pa pač pusti posledice, ne, sploh. Ni bilo toliko informacij, takrat si ne znam predstavljati o teh stvarih, kako zdravo živeti, pa ni bilo to dostopno. Mislim, jaz ne vem, se ne spomnim, valjda, ampak dvomim, da je bilo to, sploh zaradi YouTubea, sploh zaradi spletnih medijev, ko so se razširili. New York Times so tudi, po mojem, ni bil vsak dan neki nasvet za zdravo življenje, verjetno, ne. Je pa res, da je bil pa lahko Keith Richard na vseh pogrebih. Pa glih on. To so tudi zanimive zgodbe v bistvu. Ker če je kdo imel fast life, ne imel on. Ja, overdosov pa tega. Vsega, ne. Mislim, se je tudi Kurt Cobain se je overdosal, ne. On je bil v Rimu v bolnici. Je tudi Amy Winehouse, ne. Jaz sem recimo tudi delal v studio, ker je Amy vse snemala, ne. Tudi zgodbe o njej slišal, ne. Ker v bistvu je to popolna žrtev medijev, ne, popolna produkt, ne, ki so ga zlorabili dobesedno, ne. Ja. Kakorkoli je bila originalna, pa autentična, pa super, ne, ampak zlorabljena popolnoma, ne. Kak je to hecno, ne, to je spet neka filozofska razlaga zade. Ona naj bi rabila biti ta žrtev, ampak vprašanje, če bi imela tak iskren glas, pa vse to, če ne bi špilala žrtev. Kaj pa vem? Jaz večkrat teh ljudi, kot je ona in kot ti, ki se overdozirajo, da tako rečem, ne, meni se nič ne smilijo, v bistvu, ne. Fajn se imajo, ja? Ne samo fajn se imajo, oni enostavno odživijo svoje v zelo kratkem času, ne. Ja. In nekdo, ki izbere tak izhod, ne, ga je pač sam izbral, ne. Prešer je, to je sigurno, ne. Ampak vsi imamo prešer, ja. Vsi ga imamo, Kitrica ga tudi imel, ne, pa ni izbral tega, ne. Njega bolj cenim kot nekoga, kot survivorja, ne, ki je zmogel vsta napor, ne. Ja,
čas je v bistvu tak, pač zmislili smo si, časa ni, to je pač človeška izmišljotina. Pač to mi določimo, koliko je ura dolga, ne? Pa mi določimo, da je vredi, če živiš 90 let, da si pač dolgo živel. Vprašanje pa je, koliko si doživel. Ne? It's not the years in your life, it's the life in your years. Ne? Res je, ja. Čekaj, Parkway Drive, Kerkovanče, mislim, da je The River. Dober metalcore band. It's not the years in your life, it's the life in your years. Vse je relativno, glede na to, koliko se imaš fajn. Sem pa bral knjigo o vasi 100-letnikov na Japonskem. Ikigai, fular knjiga. In ne vejo, kako. Pač, mislim, niso načrtno, ampak oni so začeli zdravo živeti. Glih prav sonca, glih prav počitka, glih prav dela, glih prav utrujenosti in vas 100-letnikov. Oziroma nek otok, kjer je največ 100-letnikov. To pa Japonci imeli tudi celo tradicijo, kulturo odnašanja starcev v gore. Ko so postali nekoristni, so jih žakli nabasali oziroma v koš podnesli, pa pustili gorskim zverim. Fuck, jaz to moram videti.